Ne spomnim se točno kdaj, ker je že malo zbledelo v spominu. Bilo je pa nekje, ko sem bil še otrok v drugi polovici 80. let. Zbrali smo se za omizjem, širša družina in starši in starejše tete so se pogovarjale o nekem človeku iz našega kraja, ki je živel sam z mačkami, s čimer so namigovali, da je istospolno usmerjen in da je umrl za neko čudno boleznijo. In so omenili AIDS. To je ta prvi spomin 30 let nazaj. Takrat ne, sem pa že takrat, ker sem zelo zgodaj vedel, da so mi fantje všeč, že nekako povezal. Bolj sem nek sram občutil, ker so o tem govorili, ker sem nekako tudi sam začutil, da sem tak kot tisti star gospod z mačkami. Naslednji spomin pa je verjetno ta leta 91, ko je umrl Freddie Mercury. To je bila taka velika novica, spet veliko govora o AIDS-u, tudi kaj mu je bilo tega treba, vse je imel, pa se je seksal z moškimi. Ne. To so ti prvi spomini, kolikor se spomnim. Ko sem začel seksati, nekje sredi 90-ih, moram reči, da ne, ker sem bil prezelen in premlad in kljub temu, da sem se zavedal tega, zelo zgodaj, ko sem prišel na sceno, so mi pokazali nekoga, ki je bil HIV pozitiven in zelo tako grdo rekli, pazi se tega, ta ima AIDS. Ni vplivalo. Zdaj tudi delam na testiranju, tako da zame je zdaj to nekaj povsem običajnega. Prvo testiranje, ki je bilo pa zelo pozno, pravzaprav, to je bilo leta 2011, torej 15-16 let potem, ko sem postal spolno aktiven, je bilo pa zelo stresno, no. Nekako do takrat si nisem upal, se nisem odločil za ta korak. Potem sem pa, ko sem prvič stopil na infekcijsko kliniko še takrat, tisti dolg hodnik, me je pa stiskalo v grlu. Testiranje je postalo lažje že zaradi tega, ker je tudi danes zdravljenje tako učinkovito, da ljudje vedo tudi, če bodo pozitivni, da ne bodo umrli, da bodo živeli, dobili bodo zdravila. Prej pa še dodatno, seveda, na nek način destigmatizira to, ker ljudem daje še dodatno spodbudo, da se odločijo za testiranje. Ker če si testiran, če si negativen, greš lahko naprej potem. Ni več smrtna obsodba pod pogojem, da se ljudje testirajo, ne. Na žalost smo v Sloveniji tukaj še precej slabi, polovica je poznih diagnoz, četrtina je še vedno diagnoza AIDS-a skupaj z diagnozo okužbe s HIV-om, tako da tukaj še malo zaostajamo in na žalost je za koga še vedno smrtna obsodba. Zato je toliko pomembneje, da se ljudje res testirajo. Tudi sam poznam nekaj primerov ljudi, ki so se zelo pozno testirali. Sreči so jih lahko rešili, ampak testiranje je tisto ključno, no. Testiranje preprečuje to, da je AIDS smrtna obsodba. Mi kot društvo, pa tudi jaz sam, mislim, se zavedam pomena kondomov, ampak kondomi so pač samo en del preventive. Dandanes je najpomembnejši v bistvu testiranje in zdravje. Torej ljudje se pridejo testirat, če je kdo pozitiven, se začne zdraviti, virusa ne more prenašati naprej, to ima pa seveda individualne pa javnozdravstvene pozitivne učinke. Torej ljudje ne zbolijo, po drugi strani pa tudi okužbe ne širijo naprej. Na začetku je nastal kot podpora za osebe v prvem letu po diagnozi, pol smo pa to nekako, mislim, ne velja več, namenjen je komurkoli, ne glede na spol, spolno identiteto, spolno usmerjenost.
Na nas se obračajo ljudje z različnimi težavami ali pa brez težav, samo recimo, da so socialno izolirani, potrebujejo družbo. Se pa v zadnjem letu obrne na nas precej ljudi, ki so bili na tak ali pa drugačen način zaradi svojega HIV statusa diskriminirani. Tako da smo se zelo aktivno angažirali pri, bom rekel, pri zmanjševanju ali pa odpravljanju posledic diskriminacije. Zelo različne potrebe imajo ljudje, ki se obrnejo na nas. Zdaj nekateri naši budiji so HIV pozitivni in lahko iz lastne izkušnje, torej z prve roke, pomagajo tem osebam, ki se obrnejo na nas. Nekateri potrebujejo čist klasično svetovanje, kdo drug samo bi šel na kavo, tretje spremljamo na kliniko, četrti recimo so tudi, če je kdo hospitaliziran, obiski v bolnišnici, torej imamo pravno svetovalnico, ki pomaga pri primerih, ko so osebe diskriminirane zaradi HIV statusa. Seveda, to je ta zelo stigmatizirana zadeva, ljudje se ne radi izpostavijo, ne radi stopijo v stik, ampak včasih te pa presenetijo, oziroma te potem presenetijo, kako odprti so, ko enkrat mogoče zberejo pogum, pridejo do nas, potem pa čist brez zadržkov govorijo osebno. Mladi vejo, kako se zaščititi, naj pazijo nase, pa naj ne pričakujejo, da jih bodo ščitili drugi. Ker danes se tudi pojavlja, recimo dostikrat slišim tako, jaz sem bil z nekom, ki je na prepu in potem si mislim, ljubi Jezus, zdaj ljudje naivno pričakujejo, če je nekdo na prepu, da jih bo to njih ščitilo. Ne, prep je zato, da zaščiti tistega, ki ga jemlje, ne njegovih partnerjev. Tako da predvsem vsak naj poskrbi sam zase. Kondom je še vedno nek temelj preventive, dejstvo je, da v realnem svetu dostikrat tudi pove, tako da malo kombinacije kondoma, testiranja, tudi poznavanja partnerjev, kar je sicer težko.